Pa še vaje za trikotnik. Bomo enih par naredili, a ne. Na primer, izračunaj ploščino trikotnika, če imamo podano A pa višino na A. Se pravi, prva naloga. Imamo podano A je 3 centimetre, višina na A je 2,5 centimetra. Treba izračunati ploščino. Treba jo lahko skicirate, recimo trikotnik, nikjer ne piše, da bi bil kaj posebnega, se pravi, da moramo pogledati po formulah pri poljubnem trikotniku, ne. Višina na A pomeni, da gre od oglišča A do stranice A. No, če ste si pogledali formulo, katera bi prišla prav, je formula S je A krat višina na A polovica. Zdaj, veste, pri geometriji lahko vidiš stvari, a ne, lahko bi izpeljeval vedno znova te formule. Ampak mislim, da je bolj enostavno, da se jih naučite. In če veste, od kod pridejo, se jih tudi kar z lahkoto naučite, a ne. No, in ker imamo že vse podatke podane, pogledamo, če je ista enota, je 3 krat 2,5 polomljeno z 2. To seveda zračunamo na kalkulator. Imamo 3 krat 2,5 je deljeno z 2 je. In dobimo, da je to 3,75 centimetrov na kvadrat. Vse te naloge grejo podobno, pazite tule edino, da boste spremenili v centimetre, tudi za tole obstaja formula. Se pravi, prva bi rekli, da je. Poiščete ustrezno formulo, vstavite vanjo in je to to. Vmes mi je malo kamera zamrznila, pa saj nič hudega, vi tako bolj morate gledati matematiko kot mene, ne. Tako, pa gremo naprej. Recimo, dajmo zdaj tretjo. Izračunaj A v enakostraničnem trikotniku s ploščino 60 metrov na kvadrat. Se pravi, zdaj je pa eden izmed pomembnih podatkov tudi, da je enakostraničen. Se pravi, formule zdaj lahko vzamemo iz enakostraničnega in pa lahko formule vzamemo tudi iz poljubnega, ne. Vemo, da je njegova ploščina enaka 60 metrov na kvadrat in izračunati moramo A, to je njegova stranica. Najprej se usmerite v formulo za enakostranični trikotnik in ugotovimo, da je ploščina enakostraničnega trikotnika A na kvadrat krat koren 3 četrtin. Zdaj pa, če ste spretni s formulami, lahko formulo preoblikujete, lahko pa tudi že kar vstavite noter, ne, nič ni narobe z nobenim. Bolj elegantno je, če formulo preoblikujete najprej, pa potem vstavite, ampak to je pa bolj okolju prijazno, ne. Tako. Naš cilj je, da iz te formule izrazimo A na kvadrat. Mogoče, če gremo počasi z izražanjem. Dajmo tisto količino, ki jo iščemo, tako obrniti, da bo na levi strani, ker smo vsi pri reševanju enačb nekako malo levičarji, jaz temu rečem, ne. Se pravi, če prepišemo zdaj tako, obrnemo lahko vedno enačbo, ker ostane enako na obeh straneh. A na kvadrat krat koren 3 četrtin je 60. Zdaj pa najprej se znebimo ulomka, zato pomnožimo z 4 na obeh straneh enačbe in dobimo, da je A na kvadrat koren 3 240. Zdaj pa tukajle piše krat koren 3. Se pravi, če bi želeli prestaviti na drugo stran, moramo deliti s korenom iz 3 in dobimo A na kvadrat je 240 polomljeno s koren s 3. No, pa to ni ne vem kaka lepa številka, zato dajmo A na kvadrat je, pa kar zdelimo, ne, 240 deljeno s koren 3. In to je 138,6. Ampak to je šele A na kvadrat. Zdaj pa na obeh straneh korenimo.
ker je to geometrija, a ne, si to lahko privoščimo, ker negativna rešitev avtomatsko odpade, medtem ko pozitivna bo pa prava. Pa bom tole zdaj napisala. A je koren iz 138,6. A je. Pravi, koren iz 138,6 je 11,77. Ali pa dajmo 11 je približno 11,8 enote, so pa meter. In to je to. Super, ne? To je to. Kaj bi še zdaj potem? Izračunaj višino, ploščino in kot alfa v enakokrakem trikotniku z osnovnico, mora tu pisati 2 decimetra in krakom A je 16 centimetrov. No, pa dajmo tole peto narediti. Takole, pobrišemo tablo in se odločimo za peto. Gremo tako malo po lihih. Drugače so mi pa bolj všeč sode, če vas to zanima. Če ne, ste tudi zdaj izvedeli. Se pravi, imamo enakokrak trikotnik. Trikotnik. Njegova osnovnica, to smo rekli, da ponovadi rečemo, je C, je 2 decimetra in A je 16 centimetrov. Takoj, ko vidimo tole, izenačimo enote in rečemo, da je to 20 centimetrov. Treba je pa izračunati višino na C, če nič ne piše višina na C, ploščino in pa alfa. Kar interesantne zadeve. Ker je malo več stvari za izračunati, si dajmo skicirati. Skice naj bojo dovolj velike. Če so premale, ne bo nič, pa dajmo še tole višino. Višina je pravokotna, ne? No, pa označimo zdaj vse tele elemente. Imamo zdaj A, B, C, tule je višina na C, tule je kot alfa, tule je stranica C, krak je pa v bistvu tule A in ker sta si A, morata biti enaka, ker enakokrak je tudi tule A. Hkrati vemo tudi, da je kot alfa tudi tu, če bomo kaj potrebovali, ne? Tako, najprej bi radi dobili višino na C. Imamo pa stranico C pa stranico A. No, tukaj je treba pa vedeti, da pri enakokrakem trikotniku višina razpolavlja trikotnik tudi. Pravi, da bo tale del, tale, bo C polovica. In zdaj imamo en pravokotni trikotnik tu noter, a ne? A je hipotenuza, medtem ko sta te dve kateti. In zdaj lahko napišemo višina na C na kvadrat je hipotenuza, se pravi A na kvadrat, minus druga kateta, C polovic na kvadrat. Višina na C na kvadrat je potem 16 na kvadrat minus C polovic, se pravi 20 polovic na kvadrat. Višina na C je 256 minus 100. Se pravi, višina na C je 156, pardon, na kvadrat mora še biti. In če hočemo dobiti pravo višino, to korenimo. Spet, ker je to geometrija, dobimo samo eno rešitev, pozitivno, to je koren iz 156. Zdaj pa v kalkulator, ne? In dobimo, da je to 12,5 centimetrov, so pa enote. Takole. Zdaj, tule bomo napisali 12,5 približno centimetra, ne, malo sem zaokrožila. In lahko zdaj tole zbrišemo in gremo naprej na naslednji del naloge. Zdaj pa ploščina. Ploščina tega trikotnika
je po formuli višina na c krat c polovic. In na srečo smo si višino že izračunali, 12,5 krat c je 20 polovic. S je, damo v kalkulator in dobimo, da pa 20 se pokrajša je 10, ne, pa eno vejico bolj tja, da je to 125 centimetrov na kvadrat. In lahko kar napišemo. Tako, in še zadnjo pa kot alfa. No, kadarkoli nastopajo kotne funkcije, se morate vprašati, ali imate kak pravokotni trikotnik, takrat vzamemo izreke v pravokotnem trikotniku, se pravi kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. Kmalu nas pa čaka še sinusni pa kosinusni izrek, to je pa za vse trikotnike, ne. No, in pri nas imamo pravokotni trikotnik in ga bom jaz zdaj malo ven poskicirala. Tule je pravi kot, tule je višina na c, tule je kot alfa, stranica A in tu pa c polovic. Nas pa zanima tale kot. In ker imamo vse tri stranice podane, je pravzaprav vseeno, katero kotno funkcijo vzamemo, je pa takole. Ko rešujete, ne, višino na c smo si sami računali. Zato bi jaz vam predlagala, da uporabite vseeno tiste količine, ki so že bile podane, ne. Zato bomo iz teh dveh. Zdaj pa določimo, katere stranice so to. Najprej določimo hipotenuzo. Hipotenuza je nasproti pravega kota. To je hipotenuza. C polovic gledamo pa glede na kot alfa. Ker se kota alfa drži, je to priležna. In zdaj gotovo že veste, da je kotna funkcija, ki govori o priležni in hipotenuzi, se pravi, klet je pod hišo, ne. Se pravi, kosinus kota alfa je priležna lomljeno s hipotenuzo. In imamo zdaj kosinus kota alfa je priležna, to je c polovic je 10 centimetrov, hipotenuza, to je pa A je pa 16. Kosinus alfa je torej 10 lomljeno z 16. In lahko date to v kalkulator, je 0,625. Zdaj pa, ker iščemo kot, se spomnite, je treba v kalkulator dati inverzno, shift ali pa kaj podobnega, kar imate na vašem kalkulatorju, se pravi, jaz bom zdaj dala shift, kosinus kotne funkcije, 0,625, zaklepaj, je. In zdaj morate dobiti nekaj podobnega kotu, če dobite 0,00, ste ga nekaj piksnili, ne. Jaz dobim 51,32 stopinje. In je še kot alfa rešen. Tako, mislim, da je to za ta trikotnik in za naloge v trikotniku dovolj. Tukaj jih je še nekaj, sicer na žalost ni rešitev, v šoli jih še lahko kaj rešimo. Tisti pa, ki se sami učite, pa srečno. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!